Minister za zdravje Tomaž Gantar je dopoldne predsednici vlade Alenki Bratušek posredoval odstopno izjavo. Kot razlog za svojo odločitev navaja nezmožnost izpeljati nujne spremembe zdravstvenega sistema, saj da ni rešitve, ki bi bila učinkovita in bi zadovoljila vse. Pride trenutek, ko ne vidiš izhoda. In jaz v tem trenutku sem ocenil, da reformne zakonodaje, že zakona o zdravstveni dejavnosti, da delam ne vem kaj, ne moram sprejeti na ta način. In zavedam se kritičnosti situacije in seveda očitkov, ki bi na vsezadnje upravičeno name tudi leteli, da ni narejeno, kar mora biti narejeno. In zato je pač v danem trenutku ni bilo veliko potrebno v zadnjih dneh, da sem se tako odločil. Potem, ko je minister za finance Uroš Čufer v petek predlog sprememb zakona o Slovenskem državnem holdingu usklajeval s socialnimi partnerji in se o njem pogovarjal z opozicijo, je holding danes tema kolegija koalicije. Na vlado naj bi predlog poslali najkasneje v četrtek. Reke po Sloveniji se po močnem deževju večinoma umirjajo. Tudi v širšem Podravju so gasilci zaradi naraslih vod včeraj imeli polne roke dela. V naselju Jelovice v občini Majšperk in Stanovsko v občini Poljčane sta se sprožila zemeljska plazova, ki še zmeraj ogrožata stanovanjski hiši. Plaz se je stanovanjski hiši približal tudi v Velikem Boču v občini Selnica ob Dravi. V naselju Pečke v Makolah pa je narasla voda odnesla jez ribnika in nato poplavila hišo. Stanovalca so iz nje rešili gasilci. Jedrska elektrarna Krško, ki se zaradi neustreznega delovanja novega merilnega sistema temperature reaktorskega hladila pri prehajanju na polno moč po zadnjem remontu v soboto samodejno ustavila, spet obratuje. Kot so pojasnili odgovorni, do ustavitve ni prišlo zaradi zunanjih napak, temveč kratkotrajne motnje v elektronskem tokokrogu zaščite, vsi kazalci delovanja elektrarne pa so bili normalni. Danes je mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, ki je po opozorilih več nevladnih organizacij tudi pri nas še vedno močno razširjeno. Po podatkih policije se sicer število obravnavanih kaznivih dejanj nasilja v družini v zadnjih letih zmanjšuje, velika večina žrtev pa so ženske. V 721 od skupno 783 obravnavanih kaznivih dejanj nasilja v družini v prvi polovici leta je bila žrtev ženska. V turističnih nastanitvenih objektih po Sloveniji so v 9 mesecih našteli nekaj več kot 2,7 milijona prihodov turistov, kar je 1,8% več kot v enakem obdobju lani. Turisti so ustvarili skoraj 7,8 milijona prenočitev, kar je približno toliko kot v lanskih 9 mesecih. Upadlo je število domačih turistov, naraslo pa število tujih. Tuji turisti so sicer septembra ustvarili 70% vseh prenočitev, največ jih je prišlo iz Nemčije, Avstrije, Italije, Rusije, Velike Britanije in Izraela. V torek čez dan se bo oblačnost od vzhoda širila nad osrednjo in proti večeru nad zahodno Slovenijo. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem bo zmerna do močna burja. V sredo dopoldne se bo od severa jasnilo, veter bo postopno oslabil. V četrtek bo pretežno jasno z mrzlim jutrom, popoldne se bo od severa postopno pooblačilo. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Po močnem deževju plazovi še vedno ogrožajo stanovanjske hiše. Bodo spremembe socialne zakonodaje prispevale k pravičnejšemu sistemu. Zoisovo nagrado za življenjsko delo je prejela akademikinja, zaslužna profesorica, doktorica Zinka Zorko. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.